Veselje mi je predstaviti svoje najnovejša dela, svoje najnovejše, moje pravim, notranje razglednice, slike, ki so diptihi, ki so kot knjige, ki se odpirajo in so nastajale zadnje leto v teh časih, ponavljamo vedno v teh časih, ki so bili za človeštvo ali pa tudi za nas umetnike precej drugačni in so nas pravzaprav prisilili, ne samo ti časi, ampak tudi vse dogajanje tega sveta, da smo mogoče začeli razmišljati na drugačen način, da smo začeli razmišljati in se spraševati o smislu življenja in te podobe, te diptihi na tej razstavi pripovedujejo pravzaprav moje zelo intimne zgodbe in moja doživljanja lastnega bivanja, se sprašujejo o smislu življenja in so na nek način obarvane z različnimi religioznostmi, z vsemi, torej od krščanstva do Tibeta, kjer so bili seveda vodniki moji duhovni učitelji, ki so od Hafisa do Vesne Krampotič, ker se na mojih slikah pojavljajo tudi verzi, ki pripovedujejo in se sprašujejo o bistvenih stvareh in so kot neki simboli vtkani v moja likovna dela. Tako da v tem primeru sem uporabila Hafisa, torej in pripovedujem o maskah, o tem, kako človek ni to, kar bi moral biti, o tem, kako človek pravzaprav igra neke vloge v svojih življenjih in kako so se skozi vso zgodovino od začetka človeštva, skozi vse kulture, katere lahko na nek način preberemo ali zaslutimo skozi likovna dela, kako so se spraševale o tem, kaj je lepota, kako simboli govorijo o bistvenih rečeh, ki so pomembne. Ko sem pospravljala stanovanje, moja mama je pred kratkim imela 90 let, in ko sem pospravljala omare v njenem stanovanju, sem našla veliko prtičev naklekljanih, nakvačkanih, veliko nekih reči, fotografij, recimo pisem, katere sem potem kasneje z seveda lastnim razmišljanjem o tem, kako naj kompozicija izgleda, prenašala na te svoje slike. Torej, slike so kolaži, kjer lahko na večini slik najdemo te prtiče, ki pripovedujejo o neki neskončni preteklosti in se sprašujemo pravzaprav, kakšno vlogo pa ima danes nek naklekljan prtič v naših življenjih. In sem vesela, da sem našla njihovo novo bivanje na nekaterih slikah in kjer se seveda potem pojavljajo krogi, simboli, planeti. Slike nosijo zelo zanimive naslove. Ena od slik recimo nosi Jaz in moja psica, torej senca mene in moje psice na planetu Alfa Pavena. Moja Vitica, psička, ki me je spremljala 16 let recimo v življenju, je že umrla in na eni sliki sem zabeležila tudi njen obstoj, njeno čustveno moč, vpliv name in na to življenje. Take malenkosti, ki se nam dogajajo, so zabeležene na vseh teh slikah, pa bi mogoče pogledali še na drugo stran. Na teh dveh slikah, ki bi jih samo malo predstavila, tle je zopet levi, desni pol, moški in ženski princip, se kot grafizem na oranžni podlagi pojavlja sonetni venec, torej našega največjega pesnika, ljubezen do ljubljene Julije in do domovine. Tako ljubezen pravzaprav nosimo vsi, koliko se jo zavedamo, je drugo vprašanje, ampak ta prtič, ki sem ga našla spet nekje na neki pozabljenem predalu z slovensko ornamentiko,
sem ga na tak način razdelila, da sem soočila in razmišljala recimo o tem delu naše zgodovine, ne samo moje domovine, ampak tudi verjetno vsaka domovina nosi zgodbo ljubezni do same domovine in naše osebne zgodbe do ljubezni in to, da smo zaljubljeni v ljubezen, pravzaprav poraja vsa ta dela in vso našo kreativnost in moč za to, da smo. In mogoče je tale slika pokončna s temi očmi, ki smo jih srečevali skoraj 2 leti, smo se gledali v oči in te oči so postajale, vsaj kot sem jih jaz začutila, vedno bolj prestrašene, vedno bolj so vpile na pomoč na nek način in potem sem seveda s prtičem, ki je bil zopet najden nekje na nekem podstrešju z izvezenim motivom ptic, ki ponazarjajo svobodo, sem preselila pravzaprav to ujetost teh oči in teh ptičev, na ta način sem začutila in predstavila ta svoj občutek tega časa.